Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji predstavljamo otvoritveni koncert nove sezone Slovenske filharmonije. Festival Flores muzike, ki je prejšnji teden potekal na Goriškem, in premiero nove mladinske opere Lisičja luna, ki so jo uspešno uprizorili v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na tekmovanju v Latviji se je odlično izkazal akademski pevski zbor Tone Tomšič. Kot odmev poletnih uspehov slovenskih glasbenikov pa predstavljamo še pogovor s saksofonistom Domnom Korenom. Oddajo povezujem Ana Marija Štukal-Kuzma, vabljeni k poslušanju. V fokusu. V četrtek 18. septembra je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekal otvoritveni koncert nove sezone Slovenske filharmonije, prvi v nizu 2 koncertnih večerov cikla Same mogočne skladbe. Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom Kahija Solomnišvilija izvedel simfonijo številka 9 v D-duru Gustava Mahlerja. Na koncertu je bila tudi glasbena urednica Katarina Radaljac. Glavni dirigent orkestra Slovenske filharmonije, Kahij Solomnišvili, je za otvoritveni koncert nove sezone izbral nadvse primerno delo, ki kljub temu, da je skoraj v celoti sestavljeno le iz nekaj glavnih motivov, ponuja nešteto možnosti, da se orkester ob razgibanem in izredno pripovednem glasbenem toku izkaže tako po tehnični kot interpretacijski ravni. V četrtkov koncert je premogel oboje. Spremljali smo angažirano, povezujočo igro, glasbeniki v orkestru so spretno zasledovali globje plasti Mahlerjevega izraza ter prepričali z ekspresivno igro, ki je dosegla svoj višek v počasnem zadnjem stavku, ki ni zvenel zares zadržano, kot veleva podnaslov stavka, pač pa smo lahko začutili poglobljeno in občuteno igro, ki se je ob izredno zavzetem in prepričljivem vodstvu Kahija Solomnišvilija končala v pretresljivem pianisimu in skoraj minutni tišini v dvorani po zaključku izvedbe. Temu sta sledila bučen aplavz in stoječe ovacije. Izpostavimo še dobro pripravljene soliste in solistke znotraj orkestra, ki so se izkazali z interpretacijo na visokem poustvarjalnem nivoju ter z dobrim občutkom za medsebojno podajanje glasbenega materiala. Otvoritveni koncert je poslušalca prepričal, da orkester Slovenske filharmonije igra zaradi ljubezni do glasbe, če si nekoliko izposodimo naslov programa.
Nadaljujemo na Goriškem. Festival Flores muzike je že 15. leto ozvočil skrbno izbrane prostore v Novi Gorici in Goriških Brdih s staro glasbo, letos čvrsto spojeno s sodobno zvočnostjo. Eklektik, nova stara glasba, je umetniški vodja festivala Bor Zuljan poimenoval letošnjo izdajo. 4 koncerti med 18. in 21. septembrom so prinesli zvočno svežino in krajino povezali z raznolikimi ustvarjalnimi pristopi. Več v prispevku Simone Moličnik. One's for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy, five's for silver, 6 for gold, 7's for a secret never told. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. Oh, the magpie brings us tidings of news both fair and foul. She's more cunning than the raven, more wise than any owl. Ena za žalost, 2 za veselje je naslov glasbenega projekta ansambla Treji iz Basla, s katerim so v četrtek, 18. septembra, v rotundi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica odprli letošnji festival Flores muzike. Abelija Nordman, Gizam Šimšek in Mara Miribung so članice ansambla Treji, ki pojejo in nastopajo v gledaliških predstavah, koncertnih projektih, interdisciplinarnih sodelovanjih ter razvijajo režirane glasbene programe, ki izprašujejo filozofska vprašanja človeštva. Kaj pomeni biti človek? Trej comes from Rætoroman language. Beseda Trej prihaja iz retoromanskega jezika in pomeni 3. Mi smo ansambel, ki raziskuje vprašanje človeštva. V glasbi, ki jo ustvarjamo, zvenijo pesmi in napevi različnih kultur in naše lastne skladbe. Poskušamo priti do bistva stvari. Look for the essence of things. And she knows when we'll go to our graves and how we shall be born. Otvoritveni koncert festivala je bil celostni vsebinski preplet tradicijskih pesmi različnih ljudstev sveta, sodobnih umetnih pesmi in pesmi renesančnih skladateljev, ki so jih pevke izvajale ob spremljavi glasbil, harmonija, psalterija in violončela. Vsebina je opevala ženo in njeno trpljenje, ki jo spremlja skozi življenje v različnih, od nje povsem neodvisnih situacijah. Glasbenice so program izvedle v rotundi in ustvarile zvočni prostor v neposrednem stiku z občinstvom. Lepo je, da danes nastopamo v krožnem prostoru. To je velika rotunda. Ta večni krog bivanja je tu zelo očiten. Krožno vračanje je pomembno tako za naš program, kot tudi za našo skupino. Koncert je izvenel kot globoka kontemplacija, premišljevanje in zahvala. Festival Flores muzike pa se je že naslednji dan, torej v petek 18. septembra, nadaljeval z eklektičnim programom Perpetuum avstralskega multiklaviaturista Antonija Romanjuka. Tretji koncert v soboto 19. septembra je ustvarila slovenska zasedba s pevko Severo Džorin, kvintetom saksofonov Sax Go in z novo električno lutnjo v rokah umetniškega vodje Bora Zuljana. Zadnji, nedeljski koncert pa je izvedel finsko-nizozemski trio Peltomaa Franje Perkola s programom, ki spaja srednjeveško, finsko-ljudsko sodobno glasbo in jazz.
the musical trio Peltomaa Franje Perkola. The name is from our last names. Ime glasbenega tria Peltomaa Franje Perkola izhaja iz priimkov naš članov. Jaz sem Peltomaa, z nami je Miko Perkola in Harme Franje. Sama igram srednjeveško harfo, zvonove in pojem. Harme Franje igra klavir in Miko Perkola igra violo da gamba z velikim setom elektronike. V sredju naše glasbe je srednjeveška glasba, srednjeveške pesmi. Sama raziskujem in izbiram veliko ženske srednjeveške tematike, k temu pa dodajamo lastno ustvarjalnost, lastne skladbe in tako prihaja do prepletanja srednjeveške glasbe in naših kompozicij. Ob tem veliko improviziramo, tako da je vsak koncert svojstven, drugačen. Naprimer, imamo srednjeveški napev in potem se vse razvije ob njem, lahko je to čista improvizacija, lahko pa je pripravljen aranžma, tako mi iščemo nove poti obravnavanja srednjeveškega repertoarja. Treat this medieval chant repertoire. Tudi stara glasba je lahko zelo aktualna, zatrjuje umetniški vodja festivala Flores Musike Bor Zuljan. Dosti bolj naravna, na nek način bliže človeku kot pa celo klasična glasba. Moram pa reči, da je veliko ljudi si predstavlja staro glasbo kot srednjeveško in povezujejo s trubaduri, ki jih na nek način sploh ne poznajo. In ponavadi, ki jo slišijo, tudi ljudje, ki sicer klasične glasbe ne poslušajo, si potem zelo povežejo z njo. Zato je letošnjo izdajo festivala naslovil Eklektrik. Pomenljivi, aktualni, glasbeno inovativni in v vseh pogledih povezovalni festivalski koncerti so potekali na skrbno izbranih lokacijah v Novi Gorici in v Goriških Brdih, ki so biseri nacionalne kulturne dediščine.
V koprodukciji Cankarjevega doma, Glasbene matice Ljubljana, Plesno-kulturnega društva Flamenko in zavoda Koda Manifest je nastala nova slovenska mladinska opera z naslovom Lisičja luna. Ta konec tedna so jo dvakrat, v soboto in nedeljo, uprizorili v Cankarjevem domu. Gre za zgodbo o pogumu in prijateljstvu, v kateri se mladi junaki spoprijemajo z različnimi težavami ter sprejemajo pomembne življenjske odločitve, ki jih vodijo do samostojnosti. Po istoimenski knjižni predlogi Maše Ugrizek sta opero ustvarila skladatelj Matej Bonin in avtorica koncepta, koreografije in libreta Ana Pandur. Prispevek Vesne Volk. Lisičja luna je mladinska opera, ki nas popelje v skrivnostni zimzeleni gozd, poln otrok, ki se spreminjajo v živali. Med njimi je tudi 13-letna Zoja, ki neko noč, osvetljeno s polno luno, da bi rešila svojo muco, spleza na drevo in omahne v globino. Še preden padejo, prestreže črni ptič z rogovi in jo odnese nad krošnje dreves globoko v zimzeleni gozd, prostor tam vmes, oziroma mesto prehoda. Gozd obdaja krožna reka časa, v njem pa se Zoja znajde v družbi otrok, ki imajo 2 luni časa, da se spremenijo v živali. Sprememba jih pelje v smrt, vendar pa niso ujetniki gozda. Če si zares želijo, lahko gozd zapustijo. Simbolno in pomensko bogata zgodba umetnikom daje veliko prostora za ustvarjanje. Matej Bonin. Ta knjiga je nekako prišla na Anin vrstni red, za prebiranje že svojim otrokom, in se je zdela takoj zelo zanimiva in je v bistvu so se malo po tistem, ko jo je prebrala, začela pogovarjati, če se bi dalo kaj narediti, kakšen projekt, in je imela že tako idejo, najprej razmišljala o manjšem formatu, plesnem bolj, pa sem predlagal v bistvu, da bi to iz tega midva naredila mal večji projekt. Ta zgodba, ki se mi je zdela takoj, 4 čuvari, to bi lahko bili tolkalci, imamo veliko skupino otrok, ki so v tem zimzelenem začaranem gozdu, solisti, igralka, tako nekako se je relativno hitro pokazala zelo jasna struktura, ki bi bila ustrezna za to knjigo. Ja. Tema pa je zahtevna, ampak nič kaj nerelevantna za to starost. V bistvu se mi zdi, da so jo otroci tako z veseljem sprejeli, ker so bili tudi intenzivno vpeti v... Ana je poskrbela, da so bili vključeni na način, da so lahko imeli svoje predloge, da so lahko probali tem likom dati svoj glas, se pravi s svojimi besedami povedati. Nekaj malega imajo namreč tudi govora vmes in interakcije take. Ob deklici lisici Zoji, katero vlogo sta v soboto in nedeljo izvedli Ela Hribar in Ula Pretnar. Glavne vloge v predstavi prevzemajo še deklica sova Sofija, katere vlogo sta prevzeli Ela Redondo Dražič in Jolanta Beljaletinova. Deček dihur Artur v interpretaciji Filipa Babiča Podržaja in Petra Cenclja. Deček zajec Benjamin, katerega vlogo sta peli Ana Gajšek in Eva Brkovič, ter deklica medvedka Medeja, ki sta jo izvedli Nika Sotlar in Ana Mara Širca. Z njimi so zapeli še člani mladinskega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana in Mojka Končar, ki je izvedla edino odraslo vlogo v zgodbi, nekakšno šamanko, rogato, ki otroke vodi skozi spremembo. Tolkalci Jože Bogolin, Jan Čibej, Simon Klavžar in Luka Poljanec pa so nastopili vsak svojim korpusom tolkal in hkrati v vlogi varuhov, čarobnih bitij, ki so v zimzeleni gozd prinesli otroke, potem ko se je vsakemu od njih v resničnem svetu pripetila nesreča. Tolkala so meni blazno blizu, ne samo iz tega projekta, že odprej. Jaz zelo rad delam s tolkalci, glede na to, da je že sama zgodba taka, zimzeleni gozd, evocirate malce bolj plemenske, recimo ritualistične zvoke in tako. Takoj sem pomislil na tolkala, še posebej pa je v zgodbi tak so čuvarja, in to 4 čuvari vrat in se mi je zdelo perfektna ideja, da te čuvarje predstavljajo ravno tolkalci, ki so glavni stebri tudi zvokovno. Opera združuje elemente glasbe, gibanja in improvizacije.
Predstava teče. Zaznamujajo jo seveda ritmi, tu in tam skoraj hipnotični udarci na bobne, pa tudi stalno gibanje otrok ter vrteči se oder, na katerem so prav nič simbolno zarisane meje gozda. Dotika se vprašanj odraščanja, pa tudi osamljenosti, zapuščenosti, ljubosumja, težavnih odnosov v družini in hkrati poudarja pomen skupnosti oziroma plemena, Zojinega plemena, s katerim bo junakinja zapustila gozd. Iščejo notranjo moč, v skupnosti en drugemu, da so si za oporo, tudi če imajo lastne kakšne identitetne stiske in tako naprej. Ampak skupina, ne glede na to, da je skupina za oporo, še vedno pa mora vsak posameznik nekako notranjo moč najti. In to se je tako lepo zrcalilo tudi v samem procesu vaje, ker je bil v bistvu izziv, ki jim je bil ponujen, kaj vse je treba početi tu, se pravi dirigenta ni na odru. Otroci počnejo res veliko stvari v tem projektu, namreč pevsko je zelo intenzivna, tudi za sam zbor, ne za soliste. Ampak poleg tega je Ana res poskrbela, da je mizanscensko predstava zelo dodelana in intenzivna, tako da je veliko gibanja, veliko interakcije med protagonisti, pravi solisti in zborom, ogromno enih menjav, pozicij, plesa. Še zmeraj smo tu, to je kot iz nočne more. Rogato ni rekla, da smo tukaj jeti, no da smo tukaj varni in lahko stanemo. Ja, tukaj smo varni in znotraj kroga se nam ni treba bati. Pa saj jaz se nobenega ne bojim, zdaj lahko stran zbežim. Na tej predstavi mi je bilo všeč, da so bili iznajdljivi in so naredili, da se oder vrti, pa da so se tisti tolkalci preoblekli v čuvaje tabora, pa zelo so mi bili všeč kostumi, pa tudi petje je bilo lepo. Meni je bila predstava zelo všeč, zato ker so bili otroci, pa ko sem že prej prebrala knjigico z mami, pa mi je bilo to zelo dobro, ker sem vedela, o čem se gre in sem potlej razumela, kaj se dogaja v operi. Kateri lik ti je bil pa najbolj všeč? Tale lisička Zoja. Varuhi so mi bili zelo zanimivi, ker so lahko igrali na tolkala, tudi ko se je krog, ko je bil na odru, ko se je vrtel. Tako sta deklici doživeli nedeljsko predstavo. Oblikovali so jo tudi kostumografinji Rina Grošelj in Vasilja Fišer, zadnja se je podpisala tudi pod scenografijo. Luč je oblikoval Janko Oven, živalske maske pa je ustvarila Ajtana Predin Pandur. Pri tem povejmo, da so se umetniki pri oblikovanju predstave držali načela trajnosti. Ideja, ki je bila v osnovi Anina, je ta, da ne bi nobenega materiala na novo morali za to uporabiti, ampak izključno že uporabljeno, recikliran na oblačila. Tukaj nam je Slovenska Karitas prišla nasproti in so nam ponudili kar nekaj oblačil, iz katerih je potem jim dodala Vasilja Fišer svojo magijo in predelala v pol človeška, pol živalska oblačila, kostume. Mladinska opera o odraščanju in iskanju lastne identitete Lisičja luna obravnava težke in resne teme na skrivnosten in nekoliko temačen način, tudi z vidika luči in uporabe megle. Hkrati pa ne deluje zlovešče in usodno, ampak spodbuja k aktivnemu delovanju vsakega posameznika v skupnosti. Tako kot v knjigi pravi Rogata otrokom: prav je, da znamo prositi za pomoč, a ne smemo biti odvisni od drugih. Vsak od nas mora biti samostojen. V Cankarjevem domu si Lisičjo luno lahko ogledate še januarja ali maja prihodnje leto.
Bila metuljevala, nisem se sprostila. Nad tocem vodo, na ribi sem pristala. Globino zgrmela z rogatim ptičim gustom, priletijo. Krilata pošuta me je pripeljala, ampak samo do zahodnih vrat. Vse vas je začarala, vse vas je začarala, tu ste prijeli. Slovenski zbori vedno znova upravičujejo dejstvo, da so najboljši na svetu. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani je v nedeljo zmagal na mednarodnem zborovskem tekmovanju Baltskega morja v Jurmali v Latviji. To je eno izmed 6 evropskih tekmovanj, katerih zmagovalci se uvrstijo na ugledno tekmovanje za veliko evropsko nagrado, ki bo prihodnje leto potekalo v Mariboru. Tudi dirigentka Rahela Durič je prejela nagrado za najboljšega dirigenta, zbor pa še posebno nagrado Latvijskega nacionalnega kulturnega centra ter nagrado za najboljšo interpretacijo enoglasne skladbe, ki jo podeljuje založba Muzika Baltika. Na drugem mestu je pristal irski zbor New Dublin Voices, na tretjem pa Good Hope School Choir iz Hongkonga. Tekmovanja so se udeležili še pevci iz Poljske, Danske, Irske, Estonije in Finske. Poslušajmo akademski pevski zbor Tone Tomšič pod vodstvom Rahele Durič bodo pevci izvedli skladbo There is an old belief angleškega skladatelja Huberta Perryja.
Ob koncu oddaje predstavljamo še pogovor s saksofonistom Domnom Korenom, ki je skupaj z drugimi slovenskimi glasbeniki poleti veliko nastopal v tujini. Domen, za vami je kar pestro poletje, namreč gostovali ste veliko po svetu in ravno zato ste danes prišli kot gost v naš studio, da nam malce poveste, kaj se je vse dogajalo. Povejva še za naše poslušalce, da ste v letošnjem koledarskem letu tudi prvič gostovali z berlinskimi filharmoniki, namreč tam ste igrali v orkestru, mislim, da je bilo to že februarja, to je bil takrat vaše prve sodelovanje s tem orkestrom in zelo lepa izkušnja. Ja, res je, letos februarja sem prvič dobil vabilo v ta orkester in po uspešnem sodelovanju sem bil vesel ponovnega vabila. In to ponovno vabilo se je pa nanašalo na projekt junija in sicer ob zaključku sezone berlinskih filharmonikov v zelo znanem auditoriju Waldbühne, se pravi, to je open air koncert, kjer smo igrali West Side Story, simfonične plese iz West Side Storyja in ker so potrebovali saksofon, sem imel to čast z njimi nastopati v orkestru, tudi tokrat. Potem smo pa z orkestrom odšli še na gostovanje na Japonsko. V orkestru berlinskih filharmonikov igra kar nekaj Slovencev in mislim, da je bila tudi ta povezava, da ste vi sploh prišli zraven, so vas nekako priporočili in potem so bili tako zelo zadovoljni, da so vas povabili še. Ja, res je. Seveda sem zelo hvaležen svojim slovenskim kolegom, klarinetistom predvsem, da so priporočili moje ime nadrejenim in da so mi zaupali s tem angažmajem, ker seveda s takim priporočilom daš tudi nekako svoje ime, svoje zagotovilo za uspešno sodelovanje in sem zelo vesel, da se je nekako to obrestovalo kot očitno in privedlo do nadaljnjih sodelovanj. Kdo vse igra od slovenskih glasbenikov zdaj v tem orkestru? Ja, trenutno igrasta dva klarinetista, Matic Kuder in Andraž Golob, pa tudi hornist Andrej Žust. Potem pa gostovanje na Japonsko. S kakšnim programom je odšel ta prestižen orkester tja? Ja, programa sta bila pravzaprav dva. V tistem programu, ki sem sodeloval jaz, je bil pravzaprav enak tistemu iz Berlina, iz koncerta na Waldbühne. Tako da v tem programu to smo samo pač ponovili na Japonskem. Vaše prvo gostovanje na Japonskem? Ja, zagotovo. Pravzaprav, če se prav spomnim, prvo gostovanje izven Evrope, celo zame, po mojem. Mogoče še poveva, v katerih mestih ste bili? Ja, pravzaprav s tem programom, ki je bil kopija berlinskega Waldbühne koncerta, smo nastopali v mestu Kawaguchiko, to je pod goro Fuji. Je pa orkester seveda prej bil še v Osaki in Nagoji. Po vrnitvi iz Japonske pa ste potem seveda šli tudi mislim, da v Italijo, namreč povejo, ste tudi mentor in soustanovitelj mednarodnega mladinskega orkestra saksofonov ADA in s tem orkestrom ste pa bili v Italiji? Ja, res je. Se pravi, po povratku iz Japonske pa je takoj sledil ta projekt, ki je seveda malo bolj pedagoški, kakor izvajalski. Sem član in pač aktivno sodelujem v kulturnem društvu Sequoia, ki je pravzaprav to društvo je ustanovitelj tega orkestra ADA, mladinskega saksofonskega mednarodnega orkestra. In zdaj smo imeli v Italiji 6. edicijo in smo imeli rezidenco na Monte Pratu, tukaj na severu Italije, kjer smo imeli tudi en koncert in potem še en koncert na prostem v Udinah. Tukaj sem tokrat sodeloval kot mentor in delno soorganizator, so pa z Levom Pupisom kot predstavnika kulturnega društva Sequoia tukaj zelo angažirana in že planiramo naslednje edicije. To se pravi mladi glasbeniki iz Slovenije, Italije in tudi iz drugih držav? Tako, ja. Bilo nas je iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Bosne,
madžarske tudi, ampak ja, načeloma Ada tudi pomeni tale Alpe, Donava, Adria, nekako povezuje te sosednje države, Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in tako naprej, tako da so člani predvsem iz teh naših sosednjih držav, iz tega področja Evrope. Koliko je repertoarja za orkester saksofonov? Ja, vedno več, ravno zaradi takih orkestrov, ki jih ustvarjamo. Je pa tudi res, da smo pa tudi zelo aktivni pri tem, da ustvarjamo priredbe, nove priredbe. Imamo kar nekaj kolegov, skladateljev, ki so hkrati saksofonisti in aranžerji in nam pomagajo do novih priredb, pa tudi hkrati do originalnih novih skladb za zasedbo orkestra saksofonov. Konkretno zdaj v Italiji ste igrali dela? Tokrat smo igrali en stavek Holsta, v bistvu od planetov od Holsta, se pravi Mars. Imeli smo neko temo, nekako klic k miru in smo predstavili skladbe vojne in miru. Seveda Mars kot nekak bog ali pa nekak kot predstavnik vojne. Potem smo naredili še priredbo iz filma Rocky, skladbe, ki se imenuje Vojna in smo imeli ta pol tudi predstavljen. Potem smo pa zaigrali Adagio v G-molu, Albinonijev, pa tudi originalno skladbo francoskega saksofonista in skladatelja Jean-Denisa Michaja, ki se prav imenuje Call for Peace, se pravi klic k miru, pa še eno skladbo avstrijskega skladatelja Daham, ki je v originalu sicer napisana za trobilni ansambel, ampak smo seveda dobili priredbo in v bistvu zelo lepo povezali našo tematiko in tudi različne stile glasbe, seveda na koncu je pa prevladal mir. Domen Koren, kot pedagog verjetno zelo podpirate takšno druženje mladih glasbenikov, sploh v časih, kakršni so današnji, in ta poziv k miru je na nek način verjetno z vašega vidika tudi nek vaš prispevek, kako mlade povezati oziroma jih usmeriti k pozitivnim vrednotam v življenju? Ja, sigurno. Moram povedati, da pravzaprav naša želja ni bila, da bi se mi kakorkoli politično angažirali ali pa da bi neka globlja sporočila pošiljali, ampak enostavno so to bile skladbe, ki so se nam v tem trenutku zdele vredne in nekako aktualne. Nismo pa s tem želeli ničesar sporočati, samo predstaviti mladim. Seveda je pa res to, da tako druženje nas povezuje, ne glede na ideje ali pa, kar se mislim, programske ideje glasbene, ampak že taka druženja v večjih skupinah. Moram povedati v bistvu, da pravzaprav ta Ada orkester je nekako izpeljanka iz našega orkestra SOS, ki ga soustvarjamo tukaj, predvsem z Levom Pupisom, Lanom Medenom, Metko Pupis, pod okriljem kulturnega društva Sekvoja, kjer združuje mlade glasbenike iz področja Slovenije. To smo pa želeli seveda razširiti tudi na naše sosednje države in zato je v bistvu to nekako ista vizija na večjem področju. To druženje mladih saksofonistov iz leta v leto videvamo, kako rodi pozitivne rezultate. Ne samo na nivoju igranja, ampak tudi na povezanosti in vse, kar to prinese zraven. Domen Koren je poleti sodeloval tudi pri posebnem projektu, ki je bil julija na sporedu v Gorici in v Novi Gorici kot del projekta Go 2025 Evropske prestolnice kulture. Saxo Mato, uglasbena šahovska partija, je bila glasbeno-scenska prireditev, ki je združevala glasbo in šah. V njej pa sta sodelovala dva ansambla saksofonov, ki sta predstavljala črne in bele figure. Ob izvirni glasbi skladateljev Marie Beatrice Orlando in Alessia Domania, napisani prav za ta projekt, so mladi glasbeniki iz Slovenije, Italije in Bosne in Hercegovine z igralci, ki so figure premikali po šahovnici, in s pripovedovalcem glasbeno uprizorili legendarno šahovsko partijo iz leta 1972 med Fischerjem in Spaskim.
To je tudi vse v današnji oddaji. Pripravili smo jih sodelavci uredništva za resno glasbo, tonski mojster Blaž Komše in voditeljica Ana Marija Štukal-Kozma. Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Do 18, ko se bo začela oddaja Čas, prostor in glasba, nam bo igral orkester Camerata Köln. Slišali bomo trio v C-duru za kljunasto flavto, prečno flavto in basso continuo Johana Joachima Quantza.
Tako je orkester Camerata Keln zaigral trio v C-duru za kljunasto flavto, prečno flavto in basso continuo Johana Joachima Kvanca.